V redu. Pozdravljeni in dobrodošli v Innovation. Sem vaša gostiteljica Nim Lahmajer in hvala, da ste se nam pridružili. Izrael je dom približno 1,2 milijona ljudi starejših od 65 let in kljub vsemu je pričakovana življenjska doba tukaj izjemno visoka. V povprečju 80,8 let. Zdaj tehnologija pomaga premikati te meje še dlje. Danes bomo govorili o najnovejši tehnologiji za starejše. Najprej pa naše glavne novice. Imela sem priložnost spoznati Richarda, ki se s pomočjo najnovejše tehnologije okreva v enem izmed vodilnih domov za starejše v Izraelu. Zdaj so droni zavzeli naše nebo. Toda, ali bodo zavzeli tudi naša morja, razložili bomo. In seveda moramo razpravljati o novem logotipu Spotifyja, ker če vam je bil všeč, ste ena redkih. Nasprotniki so se digitalno oborožili in zahtevajo, da podjetje takoj spremeni logotip nazaj. Postajamo vse starejši in čeprav je to za nas dobra novica, se zdravstveni sistemi zdaj soočajo z vse večjim izzivom, saj se morajo spoprijeti z vprašanjem, kako skrbeti za več starejših pacientov, z manj medicinskega osebja in naraščajočimi stroški. Tukaj pride na vrsto iCare Innovation, tesno povezana z izraelskim tehnološkim ekosistemom. iCare Innovation sodeluje s tehnološkimi podjetji in vlagatelji, da pomaga razvijati naslednjo generacijo rešitev za zdravstveno varstvo. Zdaj se mi je pridružila Anne Berry. Vi ste direktorica podjetja iCare Innovation. Najlepša hvala, da ste danes z mano. Pozdravljena, Linda. Veselje je moje. Katera je ena največjih težav, ki jih danes opažate pri sodobni oskrbi starejših? Ena največjih izzivov je število ljudi, ki jih zadevajo te obravnave in terapije, ki jih moramo razviti za starajoče se svetovno prebivalstvo. Z industrijsko revolucijo smo doživeli eksplozijo tako gospodarske kot demografske rasti. In zdaj se moramo soočiti z ljudmi, ki živijo, kot ste rekli, v Izraelu povprečno 84 let ali pa naprimer v Monaku celo 86 let. Obstajajo razlike, vendar se moramo ukvarjati z infrastrukturo in inovacijami na področju zdravja, da bomo lahko poskrbeli za to rastočo populacijo. In kje trenutno vidite največ inovacij? Kaj vas najbolj navdušuje, ko govorimo o inovacijah tukaj v Izraelu? Veliko jih je, vendar me najbolj navdušuje tisto, kar je povezano z nečim zelo bistvenim v našem telesu, s celico. In s terapijami z matičnimi celicami, kar se mi zdi kot ponovno izumljanje življenja. Ko se staramo, dejansko izgubljamo svojo sposobnost ustvarjanja novih matičnih celic. In matične celice ustvarjajo nove celice v vašem telesu, ki se obnavljajo vsak dan, vsako uro. In to povzroča degeneracijo vaših tkiv, celo vaših možganov. Zato mislim, da je najpomembnejši izziv spopadanje s staranjem našega telesa, predvsem pa naših možganov, ki so pravzaprav naša sposobnost za interakcijo z okoljem. In to počnete s hiperbarično terapijo s kisikom. Nam lahko kaj več poveste o tem? Lahko vam povem, da je to zelo stara teorija, ki je nastala že v 17. stoletju in jo je obnovil ter nadgradil odličen izraelski profesor imenovan Shai Efrati. Poučuje na univerzi v Tel Avivu, vendar ima predvsem največji center za hiperbarično medicino tukaj v Izraelu, v središču države. Poleg tega pa tudi enega največjih na svetu. Torej, to je največji center? Največji na celem svetu in ni samo fizično največji center, ampak ima tudi najbolj napreden protokol, ker je pomembno, kako to narediš, ne samo s kakšno opremo, ekipo in koliko si izurjen. Imate ljudi, ki poskušajo prodajati hiperbarično medicino kot rešitev za naše težave s staranjem, vendar ne spoštujejo tega protokola conolonoma edinstven. Torej, kako deluje? Najprej je nekoliko zahtevno, ker morate biti resni, gre za znanost. Fizično morate biti prisotni nekaj tednov, lahko tudi 3 mesece, da naučite svoje telo, kako naj spremeni način ustvarjanja matičnih celic.
Vsak dan se morate potopiti v okolje, ki bo hiperbarično. To pomeni, da je pritisk namesto običajnega pritiska na morski gladini, ki ga poznamo, atmosferski pritisk, v katerega ste postavljeni. Dejansko je pritisk dvakrat višji, kot če bi bili 10 metrov pod morsko gladino. V redu. Druga stvar je, da morate v 2 urah absorbirati veliko količino kisika, torej 100% kisik skozi masko. In na to izmenjujete 10 minut s kisikom in 10 minut brez njega, le z navadnim zrakom v kabini. In vaše telo to zazna kot krizno situacijo. Telo misli, da ste v okolju z zmanjšano količino kisika. In da bi se odzvalo, umetno ustvari matične celice, ki vam bodo dejansko pomagale postopoma obnoviti spremenjena tkiva. In ta tkiva so lahko v vaših možganih, možgani imajo tkiva, ne samo vaša koža. Tako da je neverjetno, to je neverjetna tehnologija, ker je pritisk drugačen, ko izvajate to vrstno zdravljenje. Tako se vaše celice pomladijo, poleg tega pa dobite tudi več matičnih celic. Naprimer, za ljudi, ki imajo rane, naprimer kronične rane, kar se pogosto zgodi, ko ste starejši in morda padete ter imate rano, ki se zaceli počasneje kot v mladosti, pri tem res pomaga ta terapija. To je zagotovo bistvena težava, to je rana. In obstaja vidna rana in nevidna rana in terapija deluje za obe. Zdaj pa rana, da bi se zacelila, potrebuje kisik. In če imaš manj kisika v telesu, lahko bolnika pripelješ v situacijo, ko se rana nikoli ne bo zacelila. In to lahko vidite pri sladkorni bolezni, pri žilnih težavah. Torej, v resnici nisem del tega podjetja, sem samo nekdo, ki je to preizkusil na znanstveni osnovi. Sama sem šla skozi ta protokol, da bi bolje razumela, ker me je to resnično fasciniralo. Razumem, da to resnično deluje na tvorbo matičnih celic, ki delujejo na kisik, in da to resnično zdravi ljudi. In v Izraelu lahko za 16 indikacij, vključno s sladkorno boleznijo in pooperativnimi ranami, vse krije socialno zavarovanje. Za zdravljenje vam ni treba plačati, ker je popolnoma dokazano. Kar je tudi edimstveno za Izrael, saj lahko tukaj to dobite krito prek zavarovanja. To je res neverjetna. Neverjetna tehnologija prihodnosti in Anne Berry, direktorica iCare Innovation. Hvala, ker ste bili danes z mano. Hvala. Kaj pa, če bo prihodnost rehabilitacije bolj podobna visokotehnološki igralni sobi kot bolnišničnemu oddelku v Beit Blev v Izraelu? Starejši bolniki, ki okrevajo po paralizi in hudih poškodbah, uporabljajo terapijske sisteme, ki jih poganja umetna inteligenca, VR očala in interaktivno tehnologijo, zasnovano za obnovo telesa in uma. Obiskala sem eno od njihovih ustanov v Rishon LeZionu v osrednjem Izraelu in se pogovarjala z eno od pacientki, ki tam uporablja te najsodobnejše tehnologije. Torej je to zate težka vaja. Vse izgleda preprosto. Ampak smo tukaj v Beit Baalevu, to je ena izmed mreže domov za starejše in rehabilitacijskih bolnišnic, kjer pozdravljajo prihodnost. Skrbijo za naše stare starše, naše brate in sestre s tehnologijo prihodnosti. Poglejmo si, kaj so pripravili za nas. Danes sem tukaj z Richardom. On je eden od pacientov v Beit Blevu. Torej, Richard, mi lahko prosim poveš, katere inovacije imajo tukaj, da ti pomagajo pri okrevanju? Imamo veliko inovacij. Ena najpomembnejših inovacij je ta, ki je za nami, z kamero in velikim zaslonom. Na zaslonu sta 2 gumba. Na levi strani je nekdo, ki izvaja vajo, na desni strani pa smo mi, kjer moramo narediti isto vajo. Torej, v bistvu je to sistem, ki vam pove, katere vaje morate izvajati za okrevanje. Ja, točno tako. V redu, torej poglejmo, kako deluje. V redu. V redu, tukaj na levi vidimo nekoga, ki izvaja vaje in vam pokaže, kako jih narediti. Ja. In potem na desni vidimo tebe, Miki, na zaslonu. Delaš iste vaje, nato pa preverja, ali jih izvajaš pravilno.
Vidiš, še vedno je tam. In zdaj te popravlja. Zdaj si šla iz 46% na 100%, 100%. Točno tako. Program je bil načrtovan zanj, posebej zanj, za njegovo motorično težavo in za njegovo šibkost v zgornjih okončinah in v nogah. In program vadi skoraj vsak dan, potem ko opravi fizioterapijo, zdravljenje. Ko je Richard prišel v bolnišnico, je bil praktično paraliziran v vseh 4 okončinah. Imel je le nekaj malega gibanja in vsi njegovi gibi so bili nenadzorovani. Zdaj se sam obrača v posteli, sam vstaja, začel je hoditi s hojco in vsi njegovi gibi se res izboljšujejo. In to ni edina inovacija tukaj v Beit Blev. Poleg tega sistema, ki se osredotoča na fizioterapijo in pomaga pacientom okrevati, obstaja tudi sistem Cognishine, ki skrbi za njihovo duševno zdravje. To je digitalna terapevtska platforma, ki terapevtom omogoča ustvarjanje prilagojenih kognitivnih, govornih in komunikacijskih vaj, pacientom pa omogoča, da nadaljavo upravljajo interaktivne vadbene seanse, medtem ko se njihov napredek spremlja v realnem času. Poleg tega so v svoje seanse delovne terapije uvedli tudi VR očala. Ne samo za vadbo, ampak tudi zato, da omogočijo gibalno oviranim in neozdravljivo bolnim pacientom, da potujejo po svetu in izpolnijo življenjske sanje, kar iz bolniške postelje. To VR tehnologijo uporabljamo za terapevtsko zdravljenje. In bila je ena pacientka, ena gospa, ki je bila nekoliko depresivna in smo ji s pomočjo VR tehnologije pokazali njen stari kraj. In bila je tako navdušena, zelo čustvena. In vsi smo postali čustveni. Nismo mogli ostati tiho, ko smo jo videli jokati in biti navdušeno zaradi ogleda, ki ga lahko doživiš. Tehnologija, po mojem mnenju, je res tukaj. In včasih je tako daleč od njih, ker večina izmed njih ni odraščala s tehnologijo. Tako je to zanje nekakšna priložnost, da so del nečesa in da vidijo, da to ni samo za mlade ljudi. To je tudi za njih. Ni tako strašljivo, pravzaprav je zabavno. In zelo kmalu bomo odprli prvo interaktivno doživljajsko sobo za starejše odrasle tukaj v Beit Blev v Rishon LeZionu. Multisenzorični prostor, ki bo združeval gibanje, čustva in prinašal druge vidike ter koristi tehnologije. In vse seveda bo prilagojeno in oblikovano za pacienta strani naše terapevtke. Ni samo tehnologija sama po sebi. Za paciente, kot je Richard, je Beit Blev rešilna bilka. 2 meseca kasneje, 2 meseca potem, ko si bil popolnoma paraliziran. Ja. Misliš, da je to pomagalo? Zdaj pa naredijo čudež. Res je čudež, da so to naredili. Seveda želimo Richardu hitro okrevanje. Za milijone ljudi, ki so odvisni od injekcijskih zdravil, se vsakdanje življenje ne ustavi pri lekarni ali hladilniku. Zdravila nosijo s seboj na delo, v šolo, na potovanja, na aktivnosti na prostem in povsod, kjer poteka vsakdanje življenje. Vročina, neposredna sončna svetloba, avtomobili, torbe in spreminjajoča se okolja lahko povzročijo resnične skrbi za ljudi, ki poskušajo zaščititi zdravila, od katerih so odvisni. Predstavljamo Temperaments, praktične in prenosne rešitve za vsakdanje življenje. Za več informacij se mi zdaj pridružuje Brenda Zeidling, ste podpredsednica za marketing pri Temperaments. Najlepša hvala, da ste danes z nami. Za mnoge ljudi se to morda sliši kot majhen problem, vendar dejansko vpliva na veliko ljudi v vsakdanjem življenju. Koliko ljudi se torej vsak dan sooča s to težavo? Tako smo razvili tehnologijo za stotine milijonov ljudi po vsem svetu, ki si vbrizgavajo zdravila, kot so inzulin, epinefrin, zdravila iz skupine GLP-1, kot je Ozempic, biološka zdravila.
Zdaj se vbrizgava toliko različnih zdravil, ljudje s kroničnimi boleznimi pa morajo skrbeti za toliko stvari. Vendar se ne zavedajo dejstva, da jih ta spregledan problem lahko dejansko prizadene in vpliva na njih ter njihova zdravila, če zanje ne skrbijo pravilno. Torej, če zdravilo ni shranjeno pri ustrezni temperaturi, koliko se dejansko poveča tveganje za zdravstvene zaplete? Ljudje se torej ne zavedajo, da gre za neviden problem. Je zelo, zelo spregledan. Zdravila so shranjena v hladilniku, dokler ne pridejo do lekarn. Vendar so po izdaji pacientom v lekarni ljudje sami odgovorni zanje. In ne zavedajo se, da lahko že v zelo kratkem času, če zanje ne poskrbijo. In če so izpostavljena visokim temperaturam, kot jih imamo poleti v Izraelu, se lahko zdravila pokvarijo in postanejo neučinkovita, ne da bi to sploh vedeli. To ni nekaj, kar bi lahko videli. Ali obstajajo kakšni podatki o tem, koliko življenj rešujete zaradi vaših rešitev? Torej, trenutno imamo na stotine, imamo tisoče ljudi po vsem svetu, 10 tisoče ljudi po vsem svetu, ki uporabljajo naše rešitve. In lahko rešujemo življenja ljudem, kot so tisti, ki so odvisni od zdravil, kot je na primer epinefrin, na primer ljudem z alergijami. Uporabljajo epinefrin, da si rešijo življenje. Če nimajo delujočega epipena pri sebi, lahko izgubijo življenje. In ne zavedajo se, da je epinefrin še posebej zelo, zelo občutljiv. Ne sme se hraniti v hladilniku. Občutljiv je na sončno svetlobo. Ves čas ga je treba hraniti pri sobni temperaturi. Ljudje hodijo ven, živijo svoje življenja, potujejo. Epinefrin morajo imeti ves čas pri sebi, za vsak slučaj. In ne zavedajo se, da ko ga res, res potrebujejo, če zanj ne skrbijo pravilno, morda ne bo deloval. Fascinantno, še posebej, ker si lahko predstavljam prihodnost, v kateri bo vedno več ljudi moralo samo sebi inicirati zdravila. Torej, ta rešitev bo zagotovo rešila veliko življenj. Brenda Zeitlin, podpredsednica marketinga pri Temperamentu. Hvala, ker ste bili z nami. Hvala. Če se zdaj oddaljimo od tehnologije za starejše, so avtonomni droni že spremenili vojskovanje v zraku, zdaj pa se ista revolucija seli na morje. In to je pomembno, ker naraščajoče napetosti okoli Irana še naprej vzbujajo skrb za eno najpomembnejših svetovnih pomorskih trgovskih poti. Da, o Hormuški ožini govorimo. Vojske zdaj ponovno razmišljajo, kako zaščititi strateške morske poti in svetovne ladijske poti. Odgovor morda niso večje vojaške ladje, ampak inteligentna, avtonomna plovila, ki jih poganja umetna inteligenca. Za več informacij se mi zdaj pridružuje George Wallner, ste ustanovitelj in tehnični direktor podjetja Magnet Defense. Hvala, da ste danes z mano, George. Pojdimo kar naravnost k stvari. Vse gradite ta avtonomna pomorska plovila in trdite, da lahko ta plovila pomagajo ponovno odpreti Hormuško ožino. Kako boste to dosegli? No, vojskovanje se je spremenilo. Spremenilo se je in dalo prednost majhnim, razpršenim sovražnikom. Motivirani so in vlagali so v veliko število majhnih, recimo jim nevarnih plovil. V Hormuški ožini temu pravimo komarska flota. Ta plovila stanejo med 20 in 30 tisoč dolarjev, na krovu pa imajo svoje majhne rakete, mitraljeze ali metalce granat. Težava je v tem, da so mornarice tradicionalno vlagale v velike, drage in težko zamenljive sredstva. In ta sredstva so zaradi teh majhnih plovil močno ogrožena ob zelo majhni koristi. In zato vidite, da se močne mornarice, vključno z mornarico Združenih držav Amerike, izogibajo tem ozkim prehodom, kjer je njihovo gibanje omejeno, njihove možnosti so zelo omejene in bi resnično prevzele preveliko tveganje. Rešitev, na kateri delamo, je veliko bolj razpršena sila, dovolj majhna, da je okretna, stroškovno učinkovita, da si jo lahko privoščimo v velikem številu in hkrati dovolj velika, da zmaga v boju. Torej se z majhno komarsko floto ne soočimo s podobno majhnimi čovni. Srečamo jih s čovnom, ki je 4 ali 5-krat večji. In ta plovila so sposobna premagati komarsko floto oziroma te majhne sovražnike
brez tveganja za ljudi, po razmeroma nizki ceni, a učinkovito. Tako se to ne spremeni v boj, kot ga vidimo v Ukrajini, kjer gre za povračilne ukrepe, njihovi droni proti našim dronom. To se je res izkazalo za napačno strategijo. Prava strategija je imeti nekaj, kar se lahko sooči z droni ali temi majhnimi plovili in jih odločno ter močno onesposobi. Ampak ali potem ne potrebujete veliko več teh plovil v primerjavi z večjo letalonosilko? Veliko več. Veliko več. Tradicionalne mornarice so vlagale v plovila, ki združujejo veliko bogastva, veliko moči in izjemno tveganje. In ta plovila so zasnovana za odprto morje. Niso zasnovana za omejene vode, kjer je njihovo manevriranje omejeno. Kaj gradimo mi, so manjša plovila, a kljub temu močna plovila. So vodena z umetno inteligenco, večinoma avtomatizirana, s človekom v zanki, kar pomeni, da lahko ljudje sprejemajo končne odločitve, ko gre za uporabo orožja. Toda ta plovila so hitra, močna in sposobna premagati majhne sovražnike. Hkrati pa predstavljajo zelo, zelo majhno tveganje za osebje ali kakršnakoli večja sredstva. In zelo na kratko, ker nam zmanjkuje časa, pravkar ste sklenili partnerstvo s Hanwha Defense USA. Kaj lahko pričakujemo od tega partnerstva? No, to partnerstvo je namenjeno nadaljnjemu raziskovanju ne le različnih konfiguracij plovil ter kombinacij plovil in izstrelkov, ampak tudi logistične podpore. Vojne se dobivajo z logistiko. Logistika v ogroženem okolju pa je ključno področje. Poleg tega je Hanwha pomemben svetovni ladjedelničar in njihove tehnologije ter metode bomo uporabili za izgradnjo in obnovo ladjedelniške industrije v Združenih državah. Zelo zanimivo. Komaj čakamo, da vidimo, kaj bo prineslo podjetje Magnet Defense. George Wallner, izvršni direktor, ustanovitelj in tehnični direktor Magnet Defense. Hvala, ker ste bili danes z nami. Najlepša hvala. Zdaj pa k viralnim tehnološkim novicam. Morda ste ga že videli, morda ste ga sovražili. Novi logotip Spotifyja je razburil ljudi po vsem svetu, ki ga silovito napadajo na spletu in zahtevajo, da ga takoj spremenijo nazaj. Za več informacij se mi zdaj pridružuje dopisnica iz 24 News, Jody Nicelovic. Jody, kaj meniš o tej grozni ikoni? No, mislila sem, da je malo kičasta, ampak ne bi šla tako daleč, da bi rekla, da je travmatična ali vojni zločin, kot so jo opisali nekateri ljudje. In kot vemo, je to le začasno in naj bi izginila v približno 1 tednu. Ja, ker ga še vedno imam. In ves čas sem si mislila, nalaga se, nalaga se, nalaga se. Ampak je zato, ker je posodobitev. Pa ni. Bil je samo logotip. Ja, očitno bo kmalu izvinil, upajmo. Kakorkoli, to ni edina stvar, ki jo je Spotify predstavil. Pravzaprav uvajajo še veliko več funkcij umetne inteligence, stvari za podcaste, zvočne knjige, priredbe z umetno inteligenco in remikse. Bomo videli, če bo kaj iz tega. Kaj to pomeni? Kot da si ljudje to naredijo sami ali lahko ti ne? Dejansko podjetje Spotify uporablja umetno inteligenco za ustvarjanje priredb pesmi. Ne vem, če bi mi bilo to všeč, ker ne pojejo pravi ljudje. To je pevec ustvarjen z umetno inteligenco. Tako da to res ni zame, ampak vsakemu svoje. In še nekaj drugega. Ustvarjajo nekaj za super oboževalce, kot je ekskluziven dostop do vstopnic za koncerte za super oboževalce. Torej, če si isto pesem o razhodu poslušala 47krat, lahko Spotify uporabi te podatke in odloči, da si zaslužiš vstopnico za Beyoncé. No, to je super. In mislim, da vsi, res vsi to trenutno potrebujemo. Kaj pa beseda disregard? Ker razumem, da je ta izginila iz Googla. Ne čisto. Ljudje so pred kratkim ugotovili, da če so v Googlu iskali besedo disregard, je Googlov AI klepetalnik to vzel kot navodilo, namesto da bi iskal besedo in je samo rekel oprostite. Namesto da bi podal definicijo besede disregard, je rekel, da bo izbrisal vse. In očitno je enako naredil tudi z besedama stop in ignore. Tako da ja, to bojo morali rešiti. Torej, to so kot besede za ustavitev klepetalnih robotov z umetno inteligenco. Ja. V redu, super. Torej, bo v bližnji prihodnosti veliko besed izginilo iz našega besedišča.
Potem je tu še nov telefon. In to je telefon, ki se ponosno predstavlja kot ameriški. To je T1. Kakšen telefon je to? Torej, to je Trumpov telefon. Seveda. Da, seveda, je zlat in ima že prednaložen Truth Social, seveda. In oglašujejo ga slogani, kot je zasnovan z ameriškimi vrednotami v mislih, karkoli že to pomeni. In očitno je bila uvedba precej kaotična, prišlo je do zamud. Nenehno so spreminjali specifikacije in pojavljala so se vprašanja, kje je telefon pravzaprav narejen. Ne zdi se, da bi bil narejen v Ameriki, recimo kar tako. In na to so se pojavila poročila o morebitni izpostavljenosti podatkov strank iz prednaročil, kar tudi ni videti dobro. Tako, recenzije pravijo, da ni toliko konkurent iPhonu, ampak bolj zlati Android, ki ti res želi dati vedeti, da ima rad Ameriko. No, to je oprosti zlato ohišje. Mislim, s tem si me dobil. Torej, je vsaj zlato. Razen tega, da nam kradejo vse naše podatke, je vsaj zlato. Hvala, Jodi Nicelovic, za razlago. In to je vse, za kar imamo danes čas. Vaša gostiteljica sem Nim Lahmajer. Pridružite se nam prihodnji teden v novi epizodi InnoNation. Hvala, ker ste gledali in lep dan, kjerkoli ste, iz Tel Nicelovic.